vinogradništva in vinarstva. Tle je doma vinska trta, imamo 3 vinorodne dežele, zdaj sta se jim predložili še 2, Bohinj in pa Ljubljana. Danes smo brali v časopisu, da so eno tono grozdja v Bohinju predelali in so ga zdaj stisnili v vino. V Ljubljani je na dobri poti ljubljanski mestni vinograd, 1200 trcov je zasajenih, zelo dobro delajo, drugo leto bo verjetno že prvo prešanje, saj rdeče sorte, oziroma saj bele sorte, skratka, in pa seveda sadjarstvo. Sadjarstvo, ki smo ga malo postavili abstraktno, ne za vse sorte, ampak poglejte, Slovenija, zlasti Štajerska, je bila s svojimi jablanami pojem takratne srednje Evrope. Štajerska jablka so jedli od Londona, Berlina do ne vem kje vse. Danes smo pa te stvari tako malo, danes smo pa kiwi, pa avokado in podobne druge zadeve. Kot rečeno, med zaščitenimi jedmi bo, upam, če ne bo kakšnih hujših pritožb, po razgrnitvi v Bruslju 6 mesecev mora biti razgrnjeno in potem, če ni pritožb, je to potrjena zaščita, če so pa pritožbe, se pa začne mediacija in če mediacija ne uspe, potem pa te bedaki od bruselskih birokratov odločijo. A veste, tisti je pa najbolj nevarno. In tako se nam je tudi zalomilo pri krajinski klobasi. Ko nam je Bruselj določil 15-letni moratorij, poslušajte, leta 2017 dobiti 15-letni moratorij, da lahko Hrvati uporabljajo zrnskajca klobasa, je smešno. Je smešno ob dejstvu, da mi danes za promocijo enega novega kulinaričnega produkta ob vseh medijskih možnostih, ki jih imamo, porabimo koliko? En teden, 14 dni največ. In samo vedno pravim, krivda je bila tudi naša, Hrvaška je ves čas lobirala, mi pa smo samo čakali. Ampak o tem ne bom govoril, ker je pozna ura in nočem, da bi se komu sanjalo, tudi vključno z mano. No, to je samo komentar, že malo prehitil, krajinska klobasa in pa seveda premalo je samo zaščititi jed. Če imamo zaščiteno jed, je treba to na vsakem koraku, na vsakem mestu tudi vedno poudarjati, povedati, označiti. Recimo, jaz sem bil pred časom na enem kongresu v Bordeauxu in potem je bilo slavnostna večera v eni krasni baročni palači v nekdanji ladijskih prostorih, nekdanje ladijske borze, smo bili lepo oblečeni noter, na stenah je bilo kaj poleg prekrasnih baročnih umetniških slik, pa lajčov noter, pa ne vem kaj še vse, ampak na stenah so pa viseli znaki evropske zaščite za tista živila, s kateri so nam večerjo skuhali. To je to. Potem seveda vsaka jed, ki je zaščitena, mora imeti tudi nek svoj ritual, neko svojo zgodbo. Tole je recimo en mlad slovenski oblikovalec zamislil takle krožnik iz recikliranega papirja za stoječe uživanje krajinske klobase. Špila ti služi za to, da špila, ki je zataknjena v krožniček, ti služi za to, da jo imaš kot zobotrebec, da nabadaš kose narezane klobase. In žal seveda to, ko je bila predstavitev zaščitene krajinske klobase, se je pojavljala na 2-3 pogostitvah, potem je pa zdaj to kar posrknilo. To je tipično za nas Slovence. Mi postavimo eno zgodbo zelo dobro, si zamislimo stvari res dobro, potem to malo ene-dvakrat ponovimo, pa kaj bo, vse ljudje ravno tako jejo, pa kaj bomo komplicirali in tako naprej. Skratka, to je ena kultura, ki jo treba gojiti. Glejte, Avstrijcem na kraj pameti ne pade, da bi podvomili o zakrtorti, recimo. In jo še vedno strežejo, kot so jo strežili pred 100 leti ali več. Pri nas mi pa rečejo, bom zdaj, to je resnično, vse, kar bom povedal, je resnično, ko sem bil pred časom na enem
slovenskih ministrstv. Šlo je za eno pogostitev in ko sem že odhajal, mi ta uradnica reče, pa še nekaj, profesor Bogataj, da ne bi spet dal na delik tiste potice. Jaz sem se samo obrnil, ko sem rekel, veste kaj, če mislite takoj spremeniti vašega mnenja, ne bom z vami sodeloval. Rekel, a se razburjate? Sem rekel, to je mila beseda. Šok sem doživel v vašem stališču. In če bi bil jaz minister, bi vam zdaj samo še piščal roko, da sem v Sloveniji nemogoče. Pustimo to. Prvi, ki so zaščitili neko jed in je tudi v knjigi, je belokrajinska pogača. Seveda, to enostavno, bom rekel, pogača moramo razumeti z vidika ene kulture uživanja. Kulture uživanja, ki so jo imeli vzgojeno že naši predniki. Glejte, kaj nas preseneti tukaj? Ta mreža, ta mreža ne pomeni hrvaške šahovnice, ampak pomeni kaj? Da je ta pogača bila zarezana z nožem zato, da se je lepo prepekla. Drugič pa zaradi tega, da to pogačo so uporabljali ob pomembnih dogodkih, ob pogostitvah, ob svečanostih, ob obredih in tako naprej. In vsak si je odtrgal en kvadratek. Ne tiska enkrat tokle, pa 3/4 pusti na krožniku. Se pravi, gre za eno visoko kulturo uživanja. In to je zgodba te jedi. To je še druga taka belokrajinska zaščita, prosta povitica in belokrajinska povitica, se pravi, belokrajinci so zaščitili tri jedi, tri pogače. Naslednje področje, kjer imamo kar nekaj zaščite, so siri. In sicer imamo tolminca zaščitenega, potem bovški sir, namoški sir, ki ga več ne proizvajamo, zato ker smo mlekarno prodali Italijanom in zdaj delajo mozzarello, res znamenito. Potem je še bohinjski mohant. Poglejte, če vi danes v Sloveniji rečete, joj, mohant, jaz namenoma to čas rečem, zelo mohant rečem, pa kaj s tabo, to svinarijo smrdljivo boš ti jedel. A veste, na drugi strani, pa odkar so mohant zdaj začeli v Bohinju spet ponujati malo drugač, ga tehnološko, bi rekel, še malo dodelali in ga prodajo v kozarčkih, sprot vse prodajo. In kdo to kupuje? Tuji turisti. To se pravi, vidimo, da smo lahko samo z našimi res velikimi posebnostmi zanimivi. Zdaj se je tudi pokazalo, kaj se je zgodilo z zamenjavo slik, ta bi mogla biti bolj na začetku, se pravi, Slovenija je odprta tudi proti Mediteranu. Samo, ko se je delala zaščita mediteranske diete pri UNESCO, edina država, ki ni tukaj sodelovala, čeprav je bila povabljena, je Republika Slovenija. In to je samo en primer. Zdaj smo pa spet malo nazaj na serih. In seveda leta 2006 smo v Sloveniji naredili strategijo gastronomije Slovenije. To je pač bil en pisni dokument. Bistvo tega dokumenta je bilo kaj? Da se določijo gastronomske regije Slovenije in da se postavi slovenska gastronomska piramida. Zakaj piramida? Zaradi tega, ker smo za promocijo države, zlasti njenega turizma, potrebovali pristop, ki bo iz množičnosti nekega pojava, se pravi iz množičnosti kulinaričnega pojava, naredil njegovo selekcijo, to je teh 24 gastronomskih regij, in na osnovi te selekcije potem postavil še konico naše gastronomske piramide. Se pravi, postavil gor v vrh piramide tisto, kar je naša razpoznavnost. To je zdaj zadnja verzija likovne podobe ali pa oblikovalske podobe te piramide oziroma vrha piramide in s tem slovenske razpoznavnosti. Slovenska turistična organizacija zdaj pripravlja nov katalog
in bo prišlo tudi do nove oblikovalske podobe, ampak ne bojo nove jedi noter, jedi bodo pa iste, a veste, tako kot če vi vidite nek plakat, na katerem so 3 kaviarji, veste, je to Rusija, če vidite na enem plakatu šampanjec, sir z belo plesnjo, pašteto, pašteto, veste, da je to Francija, če vidite pico ali pa makarone, veste, da je to Italija in tako naprej. Zato je šlo in tukaj smo pač postavili to slovensko razpoznavnost, s tem, da sem bil na enem sestanku na enem od ministrstv 3 leta potem, ko smo postavili to piramido, 3 leta, ko smo izbrali vrh piramide, 3 leta, ko smo že uporabljali termin oziroma slogan Okusiti Slovenijo, ki smo ga prevedli vse svetovne jezike in to tako, da je res zveneče, kot mora biti, da na tem ministrstvu zato sploh vedeli niso. Mislim, to je Slovenija. Sploh niso vedeli in v tej študiji, v tej strategiji smo napisali, da morajo vsa ministrstva, če delajo razne kongrese, pogostitve, sprejeme, bankete, obvezno te stvari uporabljati. Seveda, lahko na popolnoma modern način, ampak morajo biti te. No, potem so sledile še strategije za mesto Ljubljana. Kamnik je bil tle kot ena občina zelo, zelo uspešna. Najbolj me pa veseli uspeh v Bohinju. V Bohinju namreč so se odločili za tržno znamko, ki se imenuje Bohinjsko. V angleščino so to prevedli From Bohinj. To se mi zdi odlično. Nobene upper karniola, pa ne vem kaj še vse, ampak From Bohinj. In pogledajte, ko smo, bi rekel, glavne parametre te znamke postavili, je turizem Bohinj za domačine organiziral predstavitev. To je bilo tam pred Svetem Janesu, v tistem hotelu, ki je lan malo pogoril. In na tej predstavitvi se je izbrali 80 domačinov. To je bil fenomenalen uspeh. Za Bohinj pa sploh, ker vidimo, da so ljudje malo specifični. In danes vam lahko povem, da od štarta, ko je bilo mogoče 10 izdelkov, jih je že blizu 100. Se pravi, v 4 letih okrog 100 izdelkov, s tem, da se je starostna struktura izdelovalcev močno znižala. Zdaj bom povedal pa še en primer, da boste videli, kako, s čim se srečujemo vse takole, ko skušamo določen produkt uveljaviti, ali pa tržno znamko v tem primeru. Namreč to je vse na osnovi certifikatnega sistema. To ni, da bi se tam župan pa neki tipi dobili, pa to je meni všeč, to je pa dobro, pa to bo dobil znamko. Ne, niti eden ni domačin tam. Domačini so samo oni, ki zapisnik pišejo, pa ki nam razmnožujejo ocenjevalne liste, drugače smo pa vsi člani strokovne komisije od odzunaj. To je dobro pravilo glede na psihiatrično stanje v Sloveniji. Ker če je domače prebivalstvo, je takoj problem, ja, ta je pa sorodnica od župana, se ni čudno, da je dobila in tako naprej. No, in ena gospa v Bohinju dela odlične mlečne izdelke, res top, brez konzervancov in tako naprej. Dela jogurte in je prinesla celo paleto jogurtov v lončkih, v nekih plastičnih steklenicah in tako naprej. In to so bili jogurt s kivijem, jogurt z ananasom, jogurt s pomarančo in tako naprej. Bil je pa tudi jogurt s gozdnimi sadeži, navadni jogurt z jabolki, pa s hruškami. In mi smo jim dali pozitivno mnenje za te, ki sem jih na koncu navedel. In ona je totalno užalja, tudi neka občinska svetnica, ki so rekli, ta nam bo delala probleme. In je naredila res dolg nos. In jaz sem rekel, gospa, kaj narobe?
izvrle strani, kiwi, ananas, sem rekel, a imate čas? In rekel, zakaj? Sem rekel, lejte, greva z mojim avtomobilom in me boste zdaj vi pelala v Bohinju, pa mi boste pokazala, kje kiwi raste, pa kje ananas raste. In ko mi jaz to videl, takoj dobite pozitivno mnenje. Pa je pa tako se zamislili, zdaj pa že razumem. A veste, skratka, a veste, to ven se mogoče zdi čudno, ampak v takih okoljih pa te stvari lahko zelo. In zdaj, tisti, ki dobijo negativno mnenje, noben je užaljen, vsi rečejo, kaj moramo pa popraviti. In še nekaj, občina Bohinj je naredila eno perfektno potezo, za 1 let so honorarno zaposlili oblikovalko, ki je bila tam vsak dan in ki smo bili ocenjevali in rekli, izdelek je dober, embalaža slaba, embalaža pa izdelek sta dobra, certifikat oziroma etiketa je pa slaba, pridite na občine oziroma na turizem, k tej in tej punci, ona bo te stvari uredila. In nekaj ona sama uredila, imela je tudi naslove od drugih oblikovalcev, skratka, tudi po tej plati so stvari uredili, tako da ta znamka je izjemno dobro uspela, podobno kot tudi znamka, ki jo žal ni posnetka, Dobrote Dolenjske. Ta znamka izjemno se razširila, sedež te znamke je v Trebnjem in ko so nosilci tega projekta želeli razširiti tole celotno Dolenjsko, so v Novem mestu postavili rekli, ne, mi bomo pa nekaj svojega pogledali. To je spet ta prekleta, oprostite, da to grdo besedo uporabljam, slovenska mehkost in zaplankanost. Skratka, in še do danes nisem nič novega pogledali, nima več svojega. Tako da, to so tri znamke, se pravi okusi Dolenjske, okusi Rogle, bohinjsko, ki jih res lahko, in pa seveda srce Slovenije, sedežem v Litiji. To so 4 znamke trenutno v Sloveniji, ki zelo dobro delujejo in mislim, da pomembno se oblikujejo kulinarično zgodbo Slovenije. Potem seveda v Ljubljani smo to strategijo nadgradili tudi na ta način, da je šla knjiga v slovenščini in v angleščini, sledil je še Maribor potem, in ironija je v Mariboru. Knjigo je izdala Visoka šola za gostinstvo in turizem, knjiga je natisnjena, tudi angleška verzija je šla, ampak gostinci se sploh ne lotijo, niti ene od teh jedi. Kaj hočem s tem povedati? Vsaka taka stvar zahteva človeka, ki se bo maksimalno angažiral. Ogromno enega prepričevanja, ogromno tudi enega napora, da ustvarimo nekaj vzorčnih primerov in potem, ko ostali vidijo, da to pa res dobro gre, potem grejo tudi sami to. In še nekaj bom rekel, mi smo bolj nagnjeni k kopiranju stvari, kot pa k kapiranju. To je to. No, zdaj okrog pršuta ne bom zgubljal preveč besed, mislim, da tukaj smo v primerjavi z drugimi pršutarskimi deželami zelo ubogi, ampak ne glede na to, tudi to poskušamo na Krasu zlasti uveljavljati. Potem seveda slovensko kulinarično zgodbo pomembno se oblikujejo tudi razne močnate jedi, predvsem recimo kultura šrukljev je v Sloveniji izjemno razvita in mislim, da tukaj nas čaka še vse zelo veliko dela, da te stvari ustrezno veljavimo, da pravilno raziščemo njihovo zgodovino, ker to je tudi zelo pomembno. Poglejte, pri Potici, kaj se je vse govorilo, nekateri, še so moji kolegi, so pisali neumnosti, da je prvo Potico ali Štruklje en kuhar graški v današnji Avstriji in tako naprej. Ko smo šli gledati originalni dokument, vir iz 16. stoletja,
se je izkazalo, da je popolnoma za neko drugo zadevo, za en kiplik iz listnega testa in tako naprej. Skratka, pa te stvari, a to se pa slike ponavljajo, pa te stvari treba biti malo previdene. Dejstvo pa je, da ta potična kultura je izjemno bogata in to nam tudi tuja kulinarična literatura priznava, da je matična luka, če tako rečem, s tako dalmatinsko terminologijo glede potic v Sloveniji. Ta zgodba je prav gotovo ima tukaj svoje razširjenje in mi se danes tako pohvalimo, tam so okrog 100 različnimi nadevi. Potem druga stvar, kjer nas čaka še tu zelo veliko dela, so najrazličnejše pogače. Pogače, ki so verjetno ena starejših jedi. Vemo, da beseda pogača etimološko izvira iz latinske besede focaccia oziroma focaccia in pomeni plitek kruh z oblogo. In tlele, če greste, kaj je ena pekarna, tamle pri trgu, mislim, da Udžita, prodajajo focaccio, po italijansko napisano. In sem bil pred časom, da sem prodajalka rekel, zakaj ne napišete pogača, se imamo slovenski izraz za to, pa je rekla, mi že vemo, da je tako prav. Skratka, to je to. Tukaj ne bom o vsaki od teh pogač posebej govoril, ampak prav gotovo je severovzhodna Slovenija, bermudski trikotnik pogač na slovenskem,